kako mi danes živimo, kako se mi danes ljubimo, kako mi danes, ne, je vse posledica tega. Neskončno sem vesel, da sledite, da me poslušate oziroma da poslušate vsebine in zgodbe ljudi, ki klepetajo z mano. Vedno znova je privilegij, če lahko v goste povabim nekoga, ki mi je izziv zaradi njegove vsebine, zaradi njegove zgodbe. In moja današnja gostja, Milena Miklavčič, je zagotovo ena teh. Milena, dober večer, dobrodošli. Hvala za povabilo in jaz upam, da bodo tudi vsi tisti, ki bodo tole spremljali, uživali ob vsem tem, kar bova govorila. No, malo tega novinarskega duha, ne, imava obadva, v Vsaj DNK-ju. mičken, ja, tako. No, ampak, kako to, da ste zaplezali v medije? Kako to, da ste zaplezali v to novinarsko zgodbo? So določene stvari, o katerih pravzaprav zelo nerada govorim, zato ker bi morala, tudi vse tisto, kar je, nekoč, ko sem po, končani maturi želela študirati novinarstvo, rekla moja mama. Ampak če dovolite, o tem še nikoli nisem govorila, bom pa zdajle povedala. Moja mama je hodila na govorilne ure na pedagoško gimnazijo, ki sem jo obiskovala tam na Resljevi, je zmeraj hodila mimo RTV-ja. In tam je bila, kjer je danes, ta, hotel, je bil tam en lokal in tam so bili vsi ti novinarji, ki so bili znani s televizije. Računajte, to so bile 60. leta prejšnjega stoletja, prejšnjega življenja, redko kdaj trezni. No, in potem sem imela še eno prijateljico, s katero sva, bili skupaj v enem takemu, krogu, kjer smo pisali, pesmi in tako naprej. No, in ta deklica je, imela mamo samohranilko, bilo pa je, ne vem, 4 ali 5 otrok je bilo v družini, pa vsi so imeli drugega očeta, mama je pa nekaj časa delala tudi na radiu. No, in ko sem jaz doma povedala, da bi jaz šla rada študirati novinarstvo, je moja mama, pač ona je letnik 29, je rekla: "Nikakor, ker novinarji so pijanci, novinarke so pa kurbe." Zaradi tega, kar je pač videla kot preprosta kmečka ženska, ko je pač prihajala v Ljubljano in ni želela, da bi njena hči postala del tega. Ampak, saj veste, njene besede so bile zame, ko da bi biku pomahal z rdečo cuno pred očmi. No, in sem, že, kot, dijakinja sem delala pri takratnem turističnem novinarju, kot so mu rekli, Milenko Šober na radiu, in pisala sem določene članke za Ljubljanski dnevnik, za Mladino, potem sem pisala zgodbe za Anteno, včasih tudi kakšen članek. To pomeni, da sem vse te reči delala na skrivaj. Ampak potem sem se zelo zgodaj poročila in vse te želje po novinarstvu so ne samo zaradi mame, tudi sicer splavale po vodi, ker so se rojevali otroci, imam 4 otroke. No, ampak potem nekje v vmesnem času pa sem dobila možnost, da začnem delati na Radiu Sora, ki je bil takrat še Radio Žiri. No, in seveda to je bilo nekako tako, kot da bi prišla domov. Da bi se znašla tam, kjer se zelo dobro počutim, in dejansko sem se tudi zelo dobro počutila s tem, da sem, skozi leta potem delala pri različnih lokalnih, revijah in, časopisih,
pa, za televizijo Koper sem snemala prispevke Pomagajmo si, kakšen prispevek za oddajo, Ljudje in zemlja sem naredila, tudi kakšen moj prispevek je bil v teh, bom rekla, televizijskih poročilih ob 7, na Televiziji Slovenija. Skratka, skozi stranska vrata sem se potem vrnila tja, o čemer sem sanjala pravzaprav celo življenje, ampak, ne glede na to, kaj se je morda takrat dogajalo, ko sem s solzami v očeh pač, dala, po maturi novinarstvu slovo, se mi zdi, da so tudi te mamine besede bile za nekaj dobre. To pomeni, da se je ta želja po novinarstvu v meni, krepila, nekje ostajala, bila je del mojih teh, sanjarjenj v tistih težkih trenutkih, ko v službi, ki si jo pač moral opravljati zato, da si preživel, ko si jih pač doživljal. In to je tisto, ko, se mi zdi, da jaz od takrat naprej že ves čas trdim vsakemu, ki me želi poslušati, da je ni slabe stvari na tem svetu, ko ne bi bila za nekaj dobra. In tudi ta, bom rekla, odmik od tega novinarstva, tega, bom rekla, profesionalnega novinarstva, je pač potem pomagal, da sem pristala v tem neprofesionalnem, ki mi je dal, če ne drugega, veliko več svobode, kajti jaz sem imela redno službo in meni je bilo čisto vseeno, kaj, kakšne meje in pravila nekdo, recimo neki urednik, postavlja, zaradi tega, ker se mi je zdelo v redu, grem pa drugam. In dejansko res sem potem velikokrat, šla drugam, zlasti, ko so nekako, nekateri ugotovili, da so ti moji intervjuji, ki sem jih delala, da so zelo dobri, ker pač, jaz nisem bila novinarka po profesiji, moje novinarstvo je bilo tukaj noter, a ne. In če ti s srcem nekaj delaš, če postavljaš sogovorniku tudi vprašanja, ki so, plod neke tiste čiste radovednosti, da želiš nekaj izvedeti, ne glede na to, da potem v uradnem intervjuju morda neko stvar izpustiš, ker bi bila lahko sporna, za sogovornika, pa vendar je to pomagalo, da sem nenazadnje s tem delom tudi jaz začela rasti in da sem danes takšna, kakršna sem. No, ampak nikoli se niste pravzaprav bali komunicirati to, kar čutite, ne? Tudi na primer, če se dotakneva spet enega srečanja z medijem, v tej oddaji, zdaj mi je ušlo iz glave, kako je. Zadnja beseda. Zadnja beseda, ne, kjer se je reklo, Milena je ta drug pol, ne, ne bom zdaj rekel kontrapol, ampak vseeno, tudi ta neka intimno doživljanje sveta na malo drugačen način, brezkompromisno komuniciranje tega drugačnega načina vas je odlikovalo. Jaz sem bil znotraj te oddaje čisto zaljubljen v idejo tega, kako ste uspeli komunicirati, tisto, kar čutite, oziroma tisto, kar ste do neke teme, neki odnos imeli. No, s tem se je začelo, da sem Roku, ki me je povabil, da sem mu postavila samo en pogoj. To pa je, da me ne bo nikoli poskušal pregovarjati, da se prilagajam svojim sogovornicam. Ker to, veste, da je on pristal na to mojo tezo, jaz ne vem, a je imel on zaradi tega kakšne težave ali karkoli, ampak jaz sem na tej tezi, da povem to, kar mislim, kar se meni zdi prav. To je meni zelo veliko pomenilo, ne glede na to, da sem zaradi različnih tem, zlasti zaradi, tiste, ko sem izjavila, da se mi ljudje, ki skupaj s svojimi kužki spijo v isti postelji, da se mi takšni ljudje gravžajo, tega mnenja še do danes nisem spremenila, da sem dobila preko 200
200 pisem z grožnjami smrti. Veste, to je pač nekaj vzporednega, ker ljudje, ki ne znajo komunicirati, so pač prisotni v naši družbi, že od nekdaj. In če lahko na tem mestu še majčkeno dodam, povežem s preteklostjo, še v času moje mladosti, so zmeraj, rekli, fanta, ki ti bo všeč, ga spoznaj takrat, ko bo na kakšni veselici ali podobni zadevi pijan. To pomeni, takrat bo pokazal svoj pravi obraz. To še zmeraj velja, da ti v pijanosti, pokažeš svoj pravi obraz. Tudi nekoč so rekli: baba pijana, rit prodana. Danes bi pa morali dodati še nekaj. Človeka, s katerim se želiš družiti, spoznaj, kako se on izraža na družabnih omrežjih. In ko vidiš, kakšno retoriko ima tam, kako, pokaže svoj drugi obraz, potem lahko ti tudi preko tega nekoga bolj poglobljeno spoznaš, ko vidiš, kakšen drek v določenih momentih prihaja iz njega. In jaz zmeraj rečem, takega človeka se moraš majčkeno bati. In družabna omrežja, so pokazala, kakšni Slovenci v resnici smo. In tudi te grožnje s smrtjo, ki sem jih bila jaz deležna, pa marsikdo tudi drug, nenazadnje, kaj vse so zdajle pisali na račun tega poslanca Andreja, ki je pač se znašel na strehi parlamenta. Veste, to je nekaj tako slabega v podzavesti enega povprečnega Slovenca, da tega svojega notranjega jaza bi se moral marsikdo bati. Milena, mi dovolite, da rečem, da mogoče svetovno-nazorsko midva razmišljava drugače, ne. Se mi zdi, da sem veliko vaših razmišljanj in misli bral, zaznaval z enim spoštovanjem do vašega pogleda, niso pa te pogledi podobni ali pa enaki, ne. Ampak se mi zdi, da nas to pravzaprav bogati, ne, da nas to dela boljše v tem smislu, da rušimo neke meje ali pa rušimo neka prepričanja. Milena je pa sogovornik, ki, ne, meni se zdite odlična sogovornica, ampak na drugi strani pa ne morem reči, ne, ampak a je to neki, ne vem, dar, da pravzaprav znamo presegati in si dovoliti prisluhniti, ne. Midva bi že pri teh psih lahko imela zaplet, ne, ampak se mi zdi, da znate to svojo strast, ki jo čutite do neke teme, komunicirati na način, ki me vseeno poboža, kljub temu, da morda ne misliva isto. Glede kužkov. Mi imamo samo to, mi imamo že celo življenje doma pse. Trenutno Samo imamo ne spijo v vaši postelji. Ja, ne spijo pa v postelji. Imamo mačko Zojo trenutno, imamo milijon ribic v akvariju, imamo papigo, imamo morskega prašička, kap živali. Ta prvo zaradi lastnih otrok, potem zaradi vnukov. Ves čas so živali, ampak so določene meje. Kar se pa tiče teh različnih svetovnih nazorjev, glejte, Mark, je pa to tako. Če se ti pogovarjaš nenehno s človekom, ki enako razmišlja, je to en blazen dolg čas. Ker govoriti samo s tistim, ki enako razmišlja, je to isto, kot če se ti malce shizofreno zjutraj postaviš pred ogledalo in se pogovarjaš s svojo lastno podobo v ogledalu. Nič novega ne izveš. Ti moraš iskati izzive v pogovoru z drugače mislečimi. In tudi jaz, recimo, v teh mojih knjigah, ki jih si upam reči, pozna večina Slovencev, jaz sem se večinoma pogovarjala z ljudmi, ki so iz drugih mehurčkov, ki drugače doživljajo, ki imajo, bom rekla, druge poglede na svet. In kaj mene to popolnoma nič ne zanima, kako
živijo ljudje, ki pač, zjutraj ob pol šestih vstanejo, spijejo kavo in potem, počnejo enake stvari kot jaz. Zakaj bi se jaz poglabljala v že doživeto, v že videno, v že občuteno? To, kako živijo tisti, ki razmišljajo drugače. Veste, in mi se tega ne zavedamo, ker mi silimo tudi družbo, v kateri danes živimo, to je družba mehurčkov. In, to je družba, ki pojma nima, zlasti ti, ki recimo živijo v mestih, pojma nimajo, kako živijo, razmišljajo, delujejo ljudje, magari recimo v Žireh, od koder jaz prihajam. In, včasih, ko tudi na kakšnem literarnem večeru, povem kakšno misel, oziroma kakšen rek, ki je danes, bom rekla, prizadene tudi določene skupine ljudi in se ga zaradi tega se mu izogibamo, ker je pač mizogin in bog vedi kaj še. Ampak te besedne zveze so bile še 30 let nazaj popularne, aktualne. Zakaj jaz o njih ne bi smela govoriti? Saj ne govorim zaradi tega, da bi koga žalila. Govorim zaradi tega, da povem, da se je pač, toliko in toliko let nazaj morda določene stvari, zlasti ki so povezane s tem intimnim doživljanjem sveta, niso v takšni meri pometale pod preprogo, kot se danes. In to, veste, ko mi hočejo postaviti tudi meje, katere reke, recimo že naslov Ogenj, rit in kače niso za igrače. Ja, Milena, to pa ni fajn, da ti to govoriš. Ja, to je bil do druge svetovne vojne, je bil to pregovor, ki so ga vsi poznali. Zakaj ne bi jaz smela o tem govoriti? In ljudje smo po eni strani postali do vsega tega, kar delamo, kar počnemo, smo postali tako v rokavicah, da jaz se včasih čudim, ko imam občutek, da še v času moje mladosti, če pogledam v en drug mehurček, to se pravi, tisti, ki so bili zelo verni, so imeli podobne predsodke do stvari, ki jih jaz počnem, ki jih jaz zapisujem, o katerih se jaz pogovarjam. A veste, tako da tudi na tem področju, ki ga jaz nekako, bom rekla, po domače v nulo obvladam, jaz vidim vzporednice med enimi in drugimi, čeprav bi se en in drug ta mehurček med seboj na vse štiri postavila, da jaz pa nisem njemu nič podoben. Milena, preden greva h kačam pa igračam, ne, mogoče še od kje ta notranja želja, da se odzivate na to neko dnevno dogajanje, oziroma od kje čutite željo po tem, da skomunicirate neko situacijo? Tudi zdajle ste omenila ta dogodek, ki se je zgodil v preteklem tednu. A se vam zdi, da vendarle na ta način tudi spreminjamo svet, ko nastavljamo ogledala nekim situacijam? Spet se bom vrnila k tej rdeči cunji, s katero biku oziroma meni mahajo pred očmi. Zame ni hujšega, kot če mi rečejo, da naj bom tih. Da ne smem imeti mnenja, da bo že povedal. Veste, jaz sem imela tega že v času mladosti poln kufer, da bojo oni povedali, da bojo oni odločali. Mi je mama rekla, pojdi v šolo, kljub temu, da sem imela vročino, bo že učiteljica, ki je bolj pametna kot jaz, povedala, si ti bolna, a nisi. A veste, ne maram tega. In tudi, ko bi se ljudje malo več oglašali, ko bi malo bolj spodobno, na glas, v mejah nekih, bom rekla, nekih manir, neke čustvene inteligence, ki bi jo morali vsi upoštevati, ne glede na to, kakšno politično in še kakšno drugo prepričanje imamo, in da bi o določenih aktualnih stvareh na glas spregovorili, veste, bi se lahko sčasoma zgodilo, da bi se med seboj slišali, Mark. Ko se pa mi danes ne slišimo se pa zaradi tega, ker je v Sloveniji še zmeraj molk zlato. In če bi želeli koga najti,
ki mu gre ta pregovor, molk je zlato, najbolj na živce, potem boste sigurno na mene naleteli. Ker ne dovolim, da ta molk je zlato, ki je naredil ogromno gorja že znotraj medsebojnih odnosov. Trenutno vidimo, da dela ogromno gorja tudi na tem družbenem področju, zaradi tega, ker ljudje molčijo, ker ne smejo oziroma ker se bojijo spregovoriti, ker če ne bodo govorili tako, kot je en trenutni trend, bo vse narobe. Ne smemo tega dovoliti. V različnosti, veste, mi rastemo. Jaz tudi ne bi želela imeti partnerja, ki bi meni samo kimal. To je nekaj najbolj groznega, kar lahko doživimo. Ali pa ne bi želela imeti otrok, ki bi mi samo kimali in me ubogali. Bog varuj vnuke. A veste, ljudje se morajo upirati, ker brez tega ne gre. In Ampak a bi zato verjela? tudi jaz govorim. A bi verjeli, da smo včasih bili, ne vem, mogoče toliko in toliko let nazaj, ali pa danes, ne, da skozi iščemo neke guruje, ki komunicirajo namesto nas, ne? Seveda, recimo v času, ko recimo pred drugo svetovno vojno so bili ti tako imenovani guruji, je bil recimo župnik, Vaški župnik. ki je pač s Prižnice povedal to, kar mu je bilo mogoče določeno preko škofa, papeža in tako naprej. Seveda, vmes so bili tudi Martini Čedermaci, da ne bo pomote, in tudi na tem področju, ki je meni blizu, je bilo kar nekaj Martinov Čedermacov, ki so pač razlagali tudi to intimo malo drugače, kot je bilo morda nekje zapisano. Po drugi svetovni vojni seveda sta bila Tito in partija in so bili občinski partijski sekretarji in tako naprej, in vsi ljudje so pač jim prisluhnili, njihovim govorom in tako naprej, in to se je nekako zapisalo ne samo v možgane slovenskega človeka, ampak že v njegove gene, da jaz pa ne bom govoril, se je on tam tisti, ki je za to zadolžen. Milena, kdo pa danes govori? Kdo nam danes govori? Kdo komunicira? Ja, Kdo nam daje navodila? danes nam dajejo tista glavna navodila mediji. Mediji in ti influencerji, ki imajo pač med seboj, hote ali nehote, razdeljena določena področja ali duhovnosti, ali prehrane, ali medsebojnih odnosov. Recimo, vi morate vedeti, da mi živimo v izjemno turbulentnih časih, kar se čustev tiče, in vsako leto izide recimo na kilometru duhovnih knjig, a ne, ker imamo načeloma v primerjavi z nekoč veliko več denarja, se preseravamo pri hrani. Mi sploh nismo pripravljeni jesti takrat, ko smo lačni. Danes redko kdo je, ko je lačen. Mi jemo iz ene take, bom rekla, fancy šmenci potrebe, zdajle bom pa jaz tole probal, ker je tale moja influencerka objavila, da tole je pa fajn, če jaz probam, a ne. In potem se to širi preko Instagrama, TikToka, mogoče Facebooka mičken manj, ker Facebook je postal pač platforma za mičken Ko smo v letih, ko smo malo bolj v letih. Veste, in ni več tiste spontanosti. A veste, ni več tiste spontanosti, kot, ne vem, jaz se spomnim, ko sem bila še otrok tistega obdobja, ko v šoli še nismo imeli malice. In potem smo imeli v nekem obdobju smo imeli malico, kruh, pa en ameriški slan puter. Jaz ne vem, kako se je imenoval. To je bil, ne vem, koliko 10 let sem bila takrat stara. In jaz sem si pol še leta, ko smo imeli normalno malico, zmeraj v mislih želela
še enkrat poskusiti tisto črno štruco, pa tisti ameriški puter gor namazan, a ne, in to, ali pa recimo kruh pa eno jabolko, ali pa kruh pa, ne vem, eno breskvo, a ne, ker je bila breskva v tistih časih nekaj posebenega, a ne, in si to želel, zato ker si bil notranje, čustveno lačen, ne samo sicer, a ne, ker pač doma je bilo, si vedel, v ponedeljek je zela, v torek je repa, potem je kakšen ješprenj, fažolovka in vse to je bilo, to kolobarjenje ni prinašalo nič posebenega, a ne, in si sanjal o določeni hrani, ki ti je predstavljala ene vrste to prehranjevalska nebesa, ke danes pa, ne vem, recimo jaz vidim, sem bila na obisku pri eni gospe, ke je pripravila en kup teh čokoladnih jajčkov za veliko noč in ne vem kaj še, in potem je rekla: "Milena, a veš, da otroci, moji vnuki, tega sploh niso več hoteli vzeti, ker to ni ta prave znamke, tisto jajce, ne vem kakšne, sem že pozabila, kakšno čokolado, kakšna čokolada je danes popularna pri otrocih, skratka, veste, to se 30 let nazaj ne bi zgodilo." Okej, greva k seksu. No, v redu. Ker to kolobarjenje me je zdaj pripeljal, ne, da včasih lahko kdo tudi seks razume, kakor da je v ponedeljek repa, v torek pa mavričata, ne. Se je. Ampak se mi zdi, da danes, ke je vse na izvolite, ke so vse situacije ali pa variacije in vse na izvolite, se mi zdi, da mi to kolobarjenje vendarle omogoča, da razmišljamo, da je tam zunaj nekaj drugega, da je tam zunaj nekaj več, nekaj, česar jaz pri svojem kolobarjenju ne doživim, ne doživljam. A se vam zdi, da je temu krivo samo to, da je ta spolnost oziroma erotika ali pa pornografija, če tako rečem, vse na izvolite, pa da je bilo takrat včasih drugače? Ali se zdi, da se te vzporednice po kolobarjenju ne da potegniti, tudi ko jo vežem na spolnost? Ja, jaz mislim, da določene stvari smo jih prinašali iz roda v rod. To pomeni, da če imaš ti priložnost, je bilo včasih rečeno, dovolj je neumen tisti, ki priložnosti ne izkoristi. Ko smo recimo snemali ta dokumentarni film za TV Slovenija o moji knjigi, je bil med temi, ki je pač pripovedoval o svojih takšnih in drugačnih izkušnjah, tudi en Anton, ki je že meni stokrat rekel in tudi v tem filmu je povedal, da toliko, kot so pa oni seksali v času, ko je bil 8. marec ali pa sindikalni izleti, to niso ne prej ne pol. To pomeni, da je bila priložnost tista, ki je ljudem ponudila skušnjavo in so jo izkoristili. 100 let nazaj recimo so bile te priložnosti, ne vem, ko se je ličkala koruza, ko so bile drugi kmečki prazniki in so ljudje malo popili in seveda ženske so bile prepričane, spolni odnos je mogoče tudi ena odskočna deska, da se ta fant z menoj poroči, kar je bila velika zmota, in tudi v času 8. marca in sindikalnih izletov so si pač moški in tudi ženske, kot sem že prej rekla, baba pijana, rit prodana, so si pač privoščili marsikaj. Gotovo, bile so pa te priložnosti bolj poredke. A veste, ni jih bilo tako na dosegu roke, kot je danes. Danes imaš pa ti s pomočjo medijev, družabnih omrežij, s pomočjo različnih platform, imaš pa ti te ponudbe toliko, da se ti v glavi vrti, ampak teoretično je ponudbe zelo veliko. Praktično je pa tako, da ko imaš ti nečesa preveč, si
če imaš ti kaviar dan za dnem, zjutraj, opoldne in zvečer, si pač naslednji dan zaželiš malo repe ali pa malo zela. V današnjem času je pa pač tako, da se te ponudbe seksualnosti, da se ljudje preprosto naveličajo. In že Japonci so naredili eno raziskavo, že tam ene 5-6 let nazaj, ali mogoče celo malo več, koliko je med 40-letniki na Japonskem devičnikov. In ko so ugotovili, da jih je okoli 70% moških, ki še nikoli niso bili žensko, je bil to zame šok. Ampak jaz sem trdno prepričana, da ne bom rekla, da je v Sloveniji glih toliko devičnikov pri 40 letih kot med Japonci, bi pa rekla, da jih je kar Več kot precej misliš. takšnih, ki jih je vsa volja do intime minila. In še en razlog, zakaj se je to zgodilo, pa tiči v tem, da smo mi tudi s pomočjo medijev, tudi s pomočjo, bom rekla, teh tako imenovanih izobraževalnih medijskih, televizijskih in še kakšnih drugih oddaj, mladim vtepli v glavo, da je seks samostojna enota v življenju človeka. Kar pa ni res, kar ni res. Seks je obvezen del ljubezni. In če ti v povezavi s seksom ne govoriš o čustvih, če ne govoriš o tem, da ni lepšega kot leči skupaj z nekom, ki ga imaš rad, potem seks nekako daš na eno stopnjo, ne vem, športa pa rekreacije, ne vem, trekinga ali kaj podobnega, v redu, gremo malo poseksaš, vstaneš, se umiješ, stuširaš, greš domov, ker seks brez čustev je tako gol, da noben človek, če nima nič na sebi, ne more biti tako gol, kot je sam seks brez ljubezni, brez čustev. Ampak poskušajo nas pa prepričati, ne, da smo toliko in toliko let nazaj tej komponenti razplojevanja, razmnoževanja dodali ta romantičen moment, da midva morava pa še malo poležati, da midva se morava pa še malo pocrkljati, pa grem šele lahko domov. Ja, sej konec koncev se, če ti imaš enega rad, recimo si tega želiš, a ne. Jaz se spomnim, ko recimo v teh mojih zlasti starejših zgodbah, to so bile gospe, ki so bile rojene v prvi polovici 20. stoletja, takrat o ljubezni več kot toliko niso govorili. Mogoče so brali o kakšni romantični večernici, v realnem življenju pa o ljubezni niso govorili, ker ljubezen so izkazovali preko dejanj. In ko je meni ena gospa razlagala, kako je njen mož kaj nikoli ni rekel, da je ima rad, je rekla, ampak je zmeraj, ko je pač prišel malo pozneje ležat, kadar je delal popoldanski šiht, je poiskal njeno roko v postelj, jo stisnil in se potem obrnil na drugo stran pa zaspal. In ta dotik je jima še potem, ko sta bila že stara, betežna, sta ga še zmeraj prakticirala. In to je za mene osebno en tak izjemno globok dokaz ene povezanosti med dvema človekoma. In če kaj, veste, jaz si bolj želim, da nekdo poišče mojo roko še čez 30 let, pa jo stisne, kot pa da mi reče, rad te imam. A veste, jaz imam raje to, da ti pokažeš, a ne, in še v času mojih staršev, nenazadnje tudi takrat, ko sem bila jaz mlada, ni bilo toliko tega, rad te imam, ljubim te, se konec koncev, če vi pogledate, recimo slovenski jezik ima izjemno malo izrazov, teh lepih izrazov za izkazovanje ljubezni. Če nekomu rečeš, rad te imam, je to že mičken malo, a ne, ker rad imaš tudi kamen, je rekel Ivan Minati, a ne. Če pa meni rekel, ljubim te, se je začela smejati, čak malo, to piše v knjigah.
to ljudje ne govorimo, ljubim te. No, ampak za vulgarne izraze, skoraj te malo žaljive izraze, povezane s seksom, spolnostjo, z intimnimi deli, smo bili pa kar bogati, ampak spet vezani na ta balkanski Ja, pridih, ne? ja. Do teh mešanj z Balkanom, takmu in drugačnim, Slovenci nismo imeli, recimo, teh izrazov, tako vulgarnih, kot jih imamo danes. In recimo, če je kdo kaj grdega rekel, recimo samo krucenal, ke v bistvu ni nobena kletvica, se spomnim, te je učiteljica nagnala k lijaku in si mogel z milom jezik, umiti. Veste, in si nekako navadil, da je grdo govorjenje ni dobro, a ne. Danes pa govorijo v vrtcu pizda, kurac in tako naprej, tam otroci, ko še komaj zlezejo s plenic. To pomeni, da so vulgarizmi preplavili, Slovenijo po dolgem in počez in se moraš zelo paziti, moraš biti zelo vztrajen, da tudi mlade generacije učiš tako, da grdo ne govorijo. Ampak Milena, jaz sem zdaj zavibriral, ko ste vi rekli ti dve besedi, a ne? A je možen, da imamo pač v zadnji nekje privzgojen ta vseeno je to ena gospa, ki sedi nasproti mene, ti dve besedi, ja, se strinjam, v vrtcu, v šoli, tudi ne vem, kdaj uide, ampak vseeno, a imamo to nek zapis, da je to nekaj, ke ni prav, ali pa ke se ne Jaz sme? te besede povem za vzorec, sama jih nikoli ne spregovorim. No, pa sem se Ampak izdal. Ampak problem je pa v tem, ker, jaz sem pač generacija, ki si je morala ob grdih besedah z milom, umiti usta. Vi ste mogoče sicer precej mlajši, pa vendar segate še v to generacijo, ko so starši rekli: "Ne, Mark, tako pa ti ne boš govoril." Danes pa, starši otrok niti slišijo ne. Zaradi tega, ker imajo teh vulgarizmov sami, polna usta, veste. In če ti, kar se Janezek nauči, to Janezek zna, pa se ti lahko na vse štiri postaviš, pa otroku, kar se je v otroštvu, v ranem otroštvu naučil, ne boš pregnal z glave. Ampak, Milena, jaz se spomnim, takrat še ni bilo daljincev na televizijah, in ko je bila, Milena Dravič v kakšnem Strastnem, se mi zdi, da so bili tisti filmi, da so vsi seksali na tako zelo glasen in tako zelo očiten način. Mama je takrat histerično letela proti televizorju, ata je šel kar ven iz sobe, ke je bilo grozno, jaz sem bežal pol čez 2 minuti kasneje. A smo imeli ta neki tabuiziran, jaz velikokrat razmišljam nazaj, da imam malo rezervacije do te intime, da imam malo rezervacije do golote, do vsega tega, ker je v starših delovalo takrat, to je pa nekaj, takrat je bilo konec sveta, boga Milena. Ja, samo tako je bilo, veste. Tako je bilo, ker, to je, spolnost je bila nekako izven zakona, izven tistega žegna je bila nekako greh. Jaz se spomnim, tam pri 16, 17 letih nas je župnik pri spovedi vprašal: "A si v mislih kaj grešila?" Že to je bilo greh. Veste, in, po eni strani je to razumljiv, zaradi tega, ker tam 60., 70. leta in nazaj ni bilo še kontracepcije in so tudi na ta način starši, v tem preziru do spolnosti, pusti to, to je umazano, so hoteli svojega otroka čim dlje, izolirati, da ne bi prinesel domov nezakonskega otroka, ki je bil pa dodatna sramota. In zaradi tega so pač to počeli. Niso tega počeli zato, da jim bi bila spolnost kot takšna, grda, umazana, nenazadnje so spočenjali svoje otroke tako kot stoletja, tisočletja ljudje. Eni za drugim, v vseh narodih in povsod. Ampak, a je to zmeraj tako,
da je tematika o tem, kako se ljubijo oziroma seksajo naši starši ali pa bog ne daj stari starši, ne. Se mi je zdelo, da takrat smo imeli v glavah, da to sploh ne počnejo, ne. A je to neko prepričanje, da je to neka tema, o kateri se na konec koncev ni prav za mizo govorilo ali pa v nedeljo pri kosilu? No, saj zato imam pa jaz zaradi teh svojih knjig en kup problemov, en kup težav. Zaradi tega, ker se zgražajo, pa bom tukaj rekla, ljudje različnih svetovnih nazorjev, ker vlečem izpod preproge zgodbe, o katerih bi morala molčati. Recimo ena taka zanimiva zgodba o eni materi 14 otrok, ki je umrla, je prišel škof in jo cerkveno pokopal in je tudi takrat govoril o njej kot o neki svetnici. Ja, saj bila! Za mene osebno, ker sem jo pač poznala in vem, kakšno je bilo njeno življenje, je bila svetnica v vseh pomenih besede. Ampak nihče pa ni niti z besedico omenil, kakšno je bilo njeno življenje ob možu, ki ni znal držati hlač gor, kakšno je bilo njeno življenje ob otrocih, ki jim ni dala kaj jesti. Recimo, ena od njenih hčera, to me je tudi zelo pretreslo, je rekla, kadar sem se vračala, ko je delala v Tekstilindusu v Kranju, to je bilo še po drugi svetovni vojni, pa sem slišala petje, ko so doma peli, je rekla, sem vedela, da ni večerje, zato ker je mama zmeraj takrat, ko ni imela kaj v lonec dati, je rekla, bomo pa eno zapeli. A veste, da so se otroci zamotili. Tega pa nobeden ni o teh stranskih učinkih in poteh teh njenih 14 otrok pa ni nobeden govoril. Jaz sem o tem spregovorila, povedala in to ni bilo prav. Zato, ker smo pač Slovenci to mantro, da o določenih stvareh ne govorimo. In to ni prav zaradi tega, ker potem popačimo realno sliko vseh teh medsebojnih odnosov, ki so vladali med dvema človekoma znotraj družine in nenazadnje tudi v skupnostih in nenazadnje tudi v državi. Ker mi po eni strani se še danes zelo neradi pogovarjamo o spolnosti. Recimo, en primer bom povedala, ko sem bila povabljena na eno srednjo šolo. Naj razložim nekaj o teh zgodbah. O nekoč pa mi je rekla gospa, ki me je povabila, ja, pa prosim, ne preveč podrobnosti, ker naši otroci niso navajeni oziroma so še premladi za spolne izkušnje. Ja, lepo te prosim. Pri 17 letih, ko otrok ima pravzaprav že v mezincu milijon spolnih izkušenj, o katerih se profesorici, ki jih poučuje, tudi sanja ne. Ja, jaz se spomnim, da je naša namesto besede penis uporabljala cel cajt tenis, ke je bilo nejeroden, ne. Pa smo mislili najprej, da se je zmotila, pa smo pol videli, da je cel let imela tenis na mizi. Milena, a se mi do prijateljev, partnerjev, res dobrih prijateljev, a se iskreno pogovarjamo o spolnosti? A se vam zdi, da zavijamo tudi zdaj, leta 2025, v celofan? Ja, če tam, kjer ga malo spijejo, Aha. so že iskreni, drugače pa ne. A veste, ka ankoli v družbi, recimo, da družbo zadnjih 100 let, recimo, da je kar dobro poznam, preko zgodb, nismo toliko dali na zunanji videz, kot damo danes. A veste, jaz se spomnim ene gospe, mlajše, takrat je bila stara ene 40 let, oba sta imela denarja, premoženja, ni da ni tudi teh zunanjih atributov, ampak on jo je redno pretepal. Nikoli pa tam, da bi bilo to vidno. To se pravi, po rokah ne, po obrazu ne in tukaj po prsih tudi ne. In ko mi je ona pripovedovala, kako jo muči, kako je psihično, fizično izrablja, sem bila jaz zgrožena, in sem jo vprašala, zakaj ne gre stran. Je rekla, poglej, kaj imam.
a ne. To je bilo mičken pred tistem, ko je izšla tista kultna knjiga 50 odtenkov. 50 odtenkov Točno sive. sem jo videl, prav to revo. 50 odtenkov sive, no, in ko je šla ta knjiga, jaz sem bila lih na Debelem rtiču z vnukom, ko je imel takrat nekaj težav, ves čas pljučnice. No, in je tam ena gospa brala 50 odtenkov sive, jaz sem jo prosila, če mi posodi, in sem jo tako s hitrim branjem prvo knjigo prebrala in potem sem to gospo poklicala in sem rekla: "A veš, da ta knjiga je pa pisana o tebi?" No, in ko je ona tudi to knjigo prebrala, je potem poiskala to pomoč, psihoterapevtsko pomoč, pravzaprav oba z možem. Nekaj časa je bilo v redu, sta relativno dobro vozila, dokler se on ni spomnil, da bi bilo dobro, če bi jima delala družbo še kakšna ženska oziroma kakšen moški. No, takrat je pa ona doživela živčen zlom in se je po tistem šele vrnila domov. To k svoji mami, kjer živi še danes. To hočem reči, da to, kar mi kažemo svetu, veste, to je en obraz. Doma na polici imamo pa takšnih mask še nešteto, ene za prijatelje, ene za v medije, ene za na Facebook, ene za v službo, ene za na avtobus. In teh mask imamo danes toliko, da mene srce boli, ko vidim, kako neiskreni smo, pa do drugih mi je vseeno. Do sebe. Ampak Milena, kje jaz lahko primerjam ali pa vrednotim, ne, kako dober sem v postelji? Kje jaz lahko ocenim sebe, a sem nekdo? Se mi zdi, da smo dovolili, da nam nekdo tretji, nek zunanji, bo rekla, ali socialni, ali prej smo omenjala influencerja in tako naprej, da nam drugi ljudje skozi druge zgodbe, skozi, ne vem, popačene zgodbe, ki nimajo veze z resnico, interpretirajo. Jaz mislim, da je intima, sploh v teh tudi mojih terapijah, da je ta intimen del življenja še vedno ena taka zelo grozna, boleča, intimna izkušnja najprej samim seboj, in svojim vrednotenjem, a sem dovolj dobra, a sem dovolj všečna, a sem dovolj, ne vem, strastna, dovolj glasna, dovolj ne. Če greva nazaj v ta vpogled, ki ga vi imate, v te zgodbe, a je spolnost bila vedno tudi ta nek moment potrjevanja, dokazovanja, vrednotenja ali pa pozicije moči na konec koncev tudi, če sva se že 50 odtenkov dotaknila? No, včasih je bil tudi en pregovor: najprej štalca, pol pa kravca. Ne bom razlagala, kaj to pomeni. To pomeni, da o ljubezni se ni govorilo, ker je bilo samo po sebi razumljiv, da se ti želiš poročiti z nekom, ki ti bo nudil dom, ki bo do tebe kolikor toliko te bo imel rad, te spoštoval in tako naprej, da ne boš lačna pri njemu. Skozi njegove oči pa je to pomenilo, da bo dobil ženo, ki ne bo opravljala pri sosedu, ki bo skrbela za otroke, ki bo skrbela tudi za njega, da ne bo lačen, ko pride iz službe domov. Ali pa z njive z gozda in tako naprej. O ljubezni se več kot toliko ni govorilo, zato pa imamo tudi tako skromen besedni zaklad, ki se tiče teh, bom rekla, najbolj intimnih ljubezenskih odnosov med dvema človekoma. Gotovo, stvari pa so se sčasoma obrnile na glavo in nič več ni tistega, kot sem prej omenila, tiste roke, ki te poišče v postelji in te stisne in ti že ob tem dotiku začutiš eno sprostitev, kot morda po nekem izjemno dobrem, bom rekla, nepozabnem spolnem odnosu. Ni te čustvene potrditve, ti ne smeš iskati
potrditve, a si dober, a si najboljši, a si slab, pri drugih, v medijih ali pa na internetu. Ti moraš iskati potrditve v očeh človeka, s katerim si. Ti moraš, videti, a je ta človek, zadovoljen s tem, a si te želi. Veste, ker če ti začne obračati hrbet, če ti reče: mene glava boli, ne morem, nočem", ne vem, 1000 izgovorov, potem veš, da je nekaj narobe. In če ti preko določenih majhnih znamenj ugotoviš, da je morda v zvezi nekaj narobe, ti ne boš, človeku, s katerim si morda že 10, 15 ali pa še več let, mu ne boš obrnil hrbta, ampak se bo z njim začel pogovarjati. Ker dogajajo se stvari, kot recimo je zadnjič ena mlajša, deklica me vprašala, kako naj svojemu možu povem, kje naj me poboža, ko greva zvečer spat. Ker to pomeni, da tudi danes obstajajo partnerstva, zakoni, kjer se bojijo izraziti željo, se bojijo povedati, kje so tiste točke na tvojem telesu, kjer pa si ti želiš imeti roko svojega partnerja. In če mi začnemo iskati potrditve, kako dobri smo, potem, ko morda nam partner reče 2 ali 3, da ga boli glava, nekje zunaj, potem lahko samo pripraviš kovčke, spokaš pa greš drugam, ker, takšen odnos je prišel do zadnje, postaje in nimaš v njem več kaj iskati. Ampak, Milena, rekli ste, ne vem, danes mora biti luna pravokotna, glavobola ne sme biti, vse te faze oziroma vse te stopnje, na neki način morajo biti zadovoljene, da vse stvari štimajo. Ampak včasih ste rekla, da so se največkrat ljubili vstoje, da so se največkrat tam za nekim drevesom, tam za nekim stebrom, to ni bilo predpriprave, to ni bilo: "Jaz sem pa zdaj čist, jaz imam pa zdaj čas za predigro, jaz imam pa zdaj čas." A jaz to narobe razumem? Seveda, 100% narobe. Zato, ker nekaj je, spolni odnos tam do 80., morda tudi do 90. leta je potekal precej drugače kot danes. Ker, morate vedeti, bolj ko gremo nazaj v preteklost, manj je bilo med dvema zakoncema tudi teh, navad glede čistoče. Ker ljudje se niso umivali. Recimo, tudi jaz sem bila stara, ne vem, 5, 6 let, pa smo imeli novo hišo, ko smo naredili kopalnico. Ljudje niso imeli prostora, kjer bi se umili. In so imeli tudi, recimo moški, na kmetih so imeli, eno tako nožičko, da si podrgnil tisto umazanijo, ke je bila vse sorte gor na njihovih dlakah, ker včasih so moški bili pravzaprav poraščeni od vratu pa do peta. Ni bilo, tega odnosa do čistoče, tako kot je danes. In tudi kultura, do spolnih odnosov je bila v teh časih, ko jim rečemo stari časi, popolnoma drugačna, kot je danes. Tudi, ta spolni nagon je bil predvsem namenjen temu, da se moški zadovolji. Zakaj? Zaradi tega, če je moški doživel orgazem, je to pomenilo, da je lahko oplodil žensko. Saj nobeden ni govoril o ženskem užitku. Brigali koga, ker pomemben je bil moški užitek, to pa zaradi tega, ker je moški užitek pač, bil tempiran na to, da bi se hipotetično lahko, zaplodil otrok. To je bila takrat vsa umetnost. Redko kdaj je kdo legel k ženi izključno samo zaradi tega, da bi se malo rada imela. Leta 1908, to pa moram povedati,
je škof Jeglič napisal eno rdečo brošuro, namenjeno zakoncem, v kateri je prvič omenil, da lahko mož leže k ženi tudi takrat, ko ni več v rodnem obdobju. To pomeni, da je hotel prekiniti to mantro, da je spolnost za moškega užitek, za žensko pa trpljenje, ki se krona v trenutku, ko rodi otroka. No, in zaradi tega, ker je to napisal, so ga takratni klerikalci po Evropi vlačili po vseh časopisih, da je pornograf. Takratni liberalci, oziroma liberalci so to počeli, klerikalci, to se pravi, njegovi so se mu pa odrekli. Dokler ni te knjižice nazaj potegnil iz obtoka in jo dal uničiti. Škof Jeglič, to je tisti, ki je dal Cankarjevo erotiko zažgati. Zakaj je to v tej znameniti knjižici napisal? Izključno zaradi tega, ker je preko spovedi videl, kakšnem, bom rekla, neznosnem poniževanju in trpljenju živi takratna ženska. In je to hotel preseči. Nekateri duhovniki so ga potem to knjižico obdržali in so v tem duhu tudi mladoporočence nekako vzgajali oziroma pripravljali na zakon. To pomeni, da so mladim govorili, da lahko mož in žena sta skupaj v postelji tudi takrat, ko ne bosta želela, da se oplodi otrok. A veste, in preden smo mi to mantro nekako porinili iz tega zgodovinskega spomina, da je spolnost za moškega užitek, za žensko potrpljenje, je trajalo skoraj, bom rekla, 100 let. A ne? Šele novejše generacije, bom rekla, bolj po osamosvojitvi naprej, imamo do spolnosti en tak bolj, bom rekla, normalno človeški odnos, da je to nekaj, kar je med dvema človekoma, ki se imata rada. Pa vendar, ta čas, ko smo tako razmišljali, je bil zelo kratkotrajen. Ker potem, ko je prišlo do tega buma interneta, ko je prišlo do tega buma, da je, bom rekla, spolnost bolj kot ne šport in rekreacija, se je tudi ta, bom rekla, ta odnos do spolnosti, ki je bila nekako kombinacija ljubezni, teh medsebojnih odnosov, dotikov, je, vsaj tako se zdi, na eni splošni ravni izgubila na pomenu, ker danes je pa, če mene vprašate, ta spolni odnos, ki temelji samo na tem, da se imamo fajn, da je užitek, je to ena taka velika revščina, da ko jaz na to pomislim, se včasih tudi spomnim na tisto ubogo Fransko, tam iz leta 1915, ko je stopila takole k steni, dvignila kiklo, moški je prišel in se zaril med njena stegna, ker je bil pač takrat spolni moški nagon tako močan, mu je že to zadoščalo, da se je ženske kože dotaknil in doživel izliv. A veste, in to recimo, ko bi včasih kakšna mlada dekleta, ko pridejo recimo na kakšen žur, pa so tam recimo tipi, ki so aktualni, recimo medijsko tudi popularni, pa gre z njim na enak način, kot je šla ta uboga Franska tam leta 1915. Brez čustev. Samo zato, da mu ustreže. Ker je popularen. Ker je popularen in recimo v 3. knjigi Moške zgodbe imam tudi zgodbo enega Metoda, ki je žal že pokojen. On je imel v lasti eno diskoteko tam v smeri, ko greš pred Litiji. Ribče, ja. No, kdo ni hodil tja, Milena? Prosim? Kdo ni hodil tja? Ja, kdo ni hodil tja, menda. No, in on mi je pripovedoval, kako je spal z več kot 3000 ženskami. Na enak način. Na enak način, kot ta uboga Franska iz leta 1915. Milena? Zato, ker je on njemu tistega
kaj je bil tisto, a je Maserati avto, no, evo. In je šel v Palace hotel, je peljal zvečer na ne vem, kaviar, a ne, in zato je bila tista uboga Frančka, ki je dala roke na steno in pač ustregla temu gospodu. Ampak on je o tem govoril zelo tako, bom rekla, preprosto in mi je tudi rekel, ko sva se poslovila, da vseh teh zgodb, ki mi jih je on pripovedoval o ženski, a ne, ki so se mu predale, je rekel, brez olepšavanja, Milena. In točno tako teh njegovih nasvetov se držim. Milena, te knjige, jaz sem prepričan, da, ne vem, jaz intimno zelo verjamem v to epigenetiko, se pravi, nekaj, kar se je dogajalo 7 generacij, 6 generacij nazaj, definira danes tako vas kot mene, ne, in se mi zdi, da mogoče brez razumevanja neke preteklosti ali pa vsaj enega vpogleda v preteklost ne moremo razumeti, kaj se nam dogaja danes, ne. Ampak jaz vas prav vidim, kako sedite, kako jih poslušate, kako pomembno je, da vam zaupajo, ne, da v resnici dobiva neko iskreno zgodbo ali pa zgodbo, ki na koncu ima neko vrednost. A bi rekli, da ste danes še presenečeni nad tem, kaj izveste, kaj slišite? A je še lahko kdo prinese zgodbo, ki vas pusti brez diha, brez besed? Še. To pa zaradi tega, ker so danes ljudje nasičeni z vsem dobrinam. Ker danes živimo v času, v katerem je preobilja toliko, da človeka glava boli in ne znamo vsega tega, kar imamo, spoštovati. In če iščemo, bom rekla, ene posebnosti tudi v prehranjevanju, ne vem, v teh bivalnih okoljih, potem je logično, da iščejo nekateri ljudje tiste posebnosti, ki jih bodo zadovoljile tudi na tem intimnem področju. In načini, ki se jih spomnejo za to, da zadovoljijo recimo bom rekla, te svoje spolne apetite, so nenormalni. Recimo, ni dolgo nazaj mi je pripovedovala ena gospa, ena gospodična pravzaprav, da je njen mož, s katerim je bila že več kot 10 let, oziroma partner, s katerim je bila več kot 10 let skupaj, da si je zaželel, da se peljeta z avtom, in je najel en tak dober športni avto in potem ga je mogla zadovoljevati med vožnjo, ko je on vozil toliko in toliko kilometrov tam z Maribora proti Ljubljani. A veste, to v normalni glavi se česa podobnega ne bi moglo roditi. Zato, ker je imel vsega dosti in tega še ni doživel in je hotel doživeti. Potem recimo Dajte mi deliti kakšne zgodbe, ki so vas res ja, za mene je bilo to šokantno. Za mene je bilo to šokantno. In kako se delajo norca s hrano, a ne. Kako recimo je naročil, ne vem, cel kombi jagod in potem sta se mečkala med tistimi jagodami, a ne. To so stvari, ki jih nekdo, ne vem, ki ima en odnos, veste, ne samo do kulinarike, do odnosa do sočloveka, si ne more predstavljati, da si nekdo to privošči. Recimo, jaz sem bila stara 60 let, ko sem preko ene zgodbe prvič slišala za BDSM. Kaj to je? Jaz prej nisem vedela, a ne, ampak od te prve zgodbe, ki mi je povedala ena medicinska sestra, ki je pač sanirala posledice? Ne, ki je sanirala posledice zakona svojega nadrejenega v službi, bom pa tako povedala. No, in ko je ona meni te zgodbe pripovedovala, jaz nisem mogla verjeti, a ne,
kaj je ona, ki ni bila nagnjena k temu, kaj je ona, bom rekla, vse počela samo zato, da je zadovoljila moškega, ki je bil všeč oziroma od katerega je bila na neki način tudi po službeni plati odvisna. In ta odvisnost od nekoga, od nečesa, recimo tudi od ene gospodične, ko jo je moški, s katerim je bila, jo je vsakič, ko je odšel od doma, jo je priklenil za mizo. Ta miza je bila pa tako postavljena, da do vrat je bilo toliko prostora, da ni mogla kljuke doseči. No, in menda je bil seks z njim božanski, in potem pa je, nekoč so pa čistili okna, in ta, ki je okna čistil, ker to stanovanje je bilo nekje zelo visoko, je videl, da je ona priklenjena, in je opozoril 112 in tako naprej, in so jo rešili, so jo dali v varno hišo, pa se je takoj, ko je bilo mogoče, nazaj vrnila. Ker je bila od tega odnosa tako odvisna, pa lepa, izjemno lepa ženska, brez popravkov, brez teh popravkov, ki so danes. Ampak, Milena, a je možno, da nekaj, kar je nama nenavadno, jaz sem zdaj pri teh jagodah, pa pri tem avtu, vse to razmišljam, pa vedno poskušam izhajati iz sebe, kako se jaz odzivam. Jaz bi rekel, da nekdo ni veliko jagod jedel v otroštvu, pa je mogoče na ta način podoživel samega sebe. A je prav, da mi razmišljamo, da je nekaj čuden? A je v spolnosti lahko nekaj čuden? Seveda ne, ampak tako vprašanje ste mi postavili. Okay. Tako vprašanje ste mi postavili, kaj je čuden. Recimo, meni je čisto v redu, če sta dva, recimo za BDSM, ki imata enaka želje. Zaradi mene lahko to počnete od jutra do večera. Meni je nenavadno, če nekdo počne te stvari, ki mu to ni prioriteta, ki si želi v nekem odnosu nečesa nekaj drugega. A veste, tudi recimo sem jaz zgrožena, da je neka ženska v odnosu z moškim zato, ker ji ta nudi premoženje, življenje na veliki nogi. Mene je to skozi njene oči, me to pretrese, da se ti toliko ponižuješ. Če bi ona bom rekla, ne bila odvisna od tega, kako ji bo on takrat, ko z njo ne bo zadovoljen, in ne bo denarja dal v roko, ampak ga bo vrgel na tla in bo ona morala na kolenih ta denar pobirati, ker jo je s tem hotel še bolj ponižati. Veste, to je tisto, kar mene šokira. Te odnosi, zraven. Bom rekla, ta sadizem, ki je prisoten. Ker če sta dva v odnosu sadista, mene to nič ne moti, pač naj počneta karkoli hočeta. Milena, a je bilo včasih, a so bile kakšne stvari sprejemljive, pa danes niso? A se vam zdi, ker raziskujete nazaj, da so na določene teme ali pa na določene področja vendarle bili bolj odprti, kot so danes? A obstoja možnost, da smo določene stvari bolj razumeli, a smo prešuštvo v kakšnih drugih časih manj problematično, manj čustveno doživljali? Jaz mislim, da je prav to prešuštvo, če se ustavimo prešuštvo, je bilo nekako v teh starih časih, so ga ljudje bolj razumeli, predvsem zaradi tega, ker je bilo največkrat pogojeno prav zaradi teh velike revščine in teh velikih socialnih razlik, recimo med kmetom in med eno deklo, in so ljudje to razumeli. Zaradi tega tudi v teh, bom rekla, pred drugo svetovno vojno so tudi ti nezakonski otroci, ko so jih te take nezakonske matere
pogosto pustile na pragu svojega očeta in potem izginile neznano kam, s temi otroki niso grdo delali, a ne. In tudi, če je ena ženska, tudi če je bila nezakonska mati, umrla in so te otroke ostali sirote, se jih je pač cela vas porazdelila in eden več ali pa manj in so jih pač spravili do kruha. Gotovo to prešuštvo je bilo morda nekaj časov v tem povojnem obdobju, je bilo nekako so gledali nanj zviška, ampak spet je treba najti eno ozadje, to pa bi morda samo eden od razlogov, zakaj so gledali zviška, je bil ta, da se nekateri pari niso poročili, ker so nezakonske matere dobivale solidarnostna stanovanja, recimo nezakonske matere so dobivale določene bonitete, a ne, ko jih morda ne bi, če bi bile poročene. In zaradi tega so v očeh pač drugih nekako so bili ti jezni nanje, a ne. Ni bilo pa, bom rekla, tega, da bi jih prav izključno zaradi tega, ker so rodile nezakonskega otroka, da bi gledali nanje zviška, razen mogoče v zelo vernih družinah, a ne, to ja. Ni bilo, bom rekla, na splošno, no, govorim na splošno. Razen če si je pač takšna ženska, recimo v času socializma je bilo tudi tako, da so nekatere, ko še ni bilo tega DNK-ja, ne, je kar nekaj moških, recimo tudi jaz imam nekaj zgodb, ko so plačevale za svoje kukavičje jajca, a ne. Milena, mi danes seksamo več ali seksamo manj kot včasih? V primerjavi z nekoč bom takole rekla, če so včasih moški tam do druge svetovne vojne seksali v povprečju vsaj enkrat do trikrat na dan, je to danes povprečje na leto, na splošno, a ne. Ker je ta zadovoljevanje spolnih želja s partnerico, s partnerjem se je nekako zreduciralo, zaradi tega, ker je en kup dejavnikov, ki tiste, ki so na višku, te spolne moči odvrača. Zdaj, a so to družabnosti, a je to internet, a je to televizija, a so to športne, rekreativne stvari, in ni več te želje, a veste, ker včasih recimo v mojih cajtih smo šli ob 8 spat, ker nismo imeli televizije, ja, kaj bosta ata pa mama drugega počela, a ne? A veste. Ampak a lažemo pol? Seveda lažemo, ne. a ne, seveda lažemo, bolj kaj imamo možnost, ali v javnosti, ali na internetu, a veste, vse je tako odsvetličeno. Ko pa ti poslušaš človeka, recimo, ko si jaz, a ne, ko se usedem z nekom, a ne, pa ko iskreno poslušam, pa ko brez komentarjev poslušam tiste žalostne zgodbe, potem pa ugotoviš, koliko je tega, da bi nekako zadovoljili sebe, pa ne samo na tem intimnem področju, tudi na čustvenem, ali bom rekla, zlasti na čustvenem. Koliko je te osebne, intimne revščine med nami. A veste, takrat, ko bi to priznali, pa bi mogoče videli tudi ves ta blišč, ki se nam ponuja preko medijev ali preko družabnih omrežij, bi mogoče nanj gledali precej drugače. Sem vedel, da se bom veselil in sem se res razveselil in neskončno užival. Mislim, da sva bila malo daljša, kot sva v osnovi mislila, ampak se mi zdi, da nisva niti stopila še tja, kamor sem pravzaprav. Ne, en kup stvari je še za povedati, predvsem pa bi, a lahko to za konec povem, da bi lepo prosila vse, ki so naj poslušali, da se zavejo, da molk ni zlato, da se morajo
o travmah, ki jih je določena družina imela v preteklosti, v prejšnjih generacijah, pa o njih samo slutimo, da se moramo o teh pogovarjati. Zakaj? Zaradi tega, ker če se ne bomo pogovorili, bomo zelo podobne stvari počeli tudi sami in tudi zaradi zelo podobnih stvari bomo tudi sami trpeli. Ker pogovor je tisti, ki nas nekako osvobaja, ker več kot toliko pa enostavno v tem, v teh genskih zapisih, ki smo jih podedovali, ne moremo narediti. Ja, ja. Ne, ta ura je bila čudovita. Milena, moji prijatelji iz Ave Meda, ke ne vemo, kaj ata pa mama pol ob 8 zvečer počneta, ampak se mi zdi, da bo tale magnezij ful dober zvečer za lažje spati. No, Oni mi pomagajo zato, da lahko delam to, kar rad delam, in sem neskončno vesel, da sva to urico preživela skupaj. Ampak moram pa še reči to, kar mi je Tristan naročil, da ne smem pred koncem nikoli pozabiti, dajte se naročiti na naš kanal, dajte subscribati, zato da boste vedeli, kdaj pride nov sogovornik, ker če pa kaj, bomo pa tule skrbeli za to, da ne bo tišine, in molk zagotovo ni zlato. In hvala, Milena, da ste bili moja gostja. En darilček za spomin na današnji dan. Vse dobro in srečno. Hvala lepa. Lahko Hvala noč. lepa in jaz upam, da ste tudi sami kaj odnesli. Ja, ampak bi si želel še. Srečno.